Prvič so se zbrali pred 25 leti v Lendavi in zdaj ob četrtstoletnici spet. In če jih takrat nismo ravno dobro poznali, je zdaj drugače. In v ospredju ta hip toliko opevana trajnost tudi v turizmu. Krajinski arhitekt je v resnici v Sloveniji relativno dobro prepoznan kot nekdo, ki je zelo dobro izobražen tako v inženirskem znanju, kot v družboslovnem in predvsem naravoslovnem. Specifika te vrste arhitekta je, da razume vse tri sfere, predvsem pa ta stik med naravoslovnim, naravnim okoljem in med graditvijo. In krajinski arhitekti so zaradi tega prepoznani tako kot zanimivi prostorski načrtovalci, se pravi sposobni prostorski načrtovalci, močni pri izbiranju variant, umeščanja posegov v prostor, tudi pri presojah vplivov na okolje. Aktivni so v občinskih upravah kot občinski urbanisti in prostorski načrtovalci. Nekateri med nami tudi imajo izjemne dosežke na področju oblikovanja. Ana Kučan je letos prejela platinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor, to je nagrada za opus, njena dela, posebej Planica, izstopajo v mednarodnem merilu. Hkrati pa je naša šola veljala že v 70 letih za eno od dobrih šol, vedno za eno od dobrih izstopajočih na evropski in širši ravni, prepoznana tudi čez lužo v Združenih državah, kjer je tradicija stroke močnejša. In na ta način lahko rečemo, da se je stroka v prostoru slovenskem pojavila v pravem času in tudi, da so strokovnjaki našli svoje mesto. Zdi se, da vaš čas šele, čeprav končno prihaja ravno s tem, kar poslušamo danes o državne strategije in trajnostnem turizmu. Trajnost, govorimo zeleno in govorimo dodana vrednost, torej dvigniti ponudbo in verjetno ne iti v množičnost, pa obenem o tem uničiti marsikaj, kar ne bi smeli. Ja, absolutno zelo, zelo tehten razmislek, to, kar ste povedali. O tem smo se skušali dopoldan pogovarjati. Veste, da smo odprli na našem strokovnem delu srečanja temo turizma, turističnega razvoja. Za nas je to izjemno pomembno področje. Gre za rabo oziroma dejavnost, ki prihaja v kulturno krajino in slovenski prostor z velikimi ambicijami, da zajame sadove dela različnih generacij, kulturna krajina in seveda tudi, če hočete, sistem poselitve, način bivanja, snovna in nesnovna dediščina so nekaj, kar so ustvarjali rodovi. In seveda je zato tukaj zelo upravičena skrb, da se sprašujemo, kako ta dejavnost prihaja v prostor, kako črpa to dediščino in to kulturo, ki je naložena v prostor, in seveda kako jo presnavlja, preobraža v nove produkte, v nove rešitve, kako se umešča z novimi kapacitetami, kako naslavlja v bistvu način življenja, kakršnega živimo mi, ambicija trajnostnega turizma, kakršno nekako je možno na globalni ravni prepoznati, seveda gre v smeri sožitja med prebivalci, med njihovimi tradicijami in gosti, ki prihajajo te tradicije in to občudovati. Smo pozorni, ker nas globalna konceptualizacija novih rešitev skrbi, kam se bo umestila nova infrastruktura, kakšna bo kakovost bivanja prebivalcev. In gotovo 21. stoletje z izzivi ne samo turističnega razvoja, tudi podnebnih sprememb in prometne politike zbuja pričakovanja, dodajajo. Nas pa je v Lendavi zbudila tale izjava. Ni samo glavno mesto Ljubljana. Lendava je lahko središče 3-4 sosednjih dežel bližnjih in je neka specifika. In mi odpiramo nekaj, kar drugi imenujejo periferija, jaz pa trdim center. Tukaj imamo ne samo lepe primere ohranjene krajine, ampak imamo tudi značilne pritiske na to krajino, katero pa mislim, da je dobro opozarjati. Pred 25 leti smo bili malo poznani, takrat smo se tukaj bolj podili, da smo zaznavali stvari. Potem smo počasi sodelovali pri avtocestah, kar je bilo nek uspeh, ker se je vendarle avtocesta tudi v Prekmurju dobro usedla. Iz našega vidika smo dali kar pomemben prispevek. Nekaj smo naredili na Muri svoj čas, da se je malce drugače uredila, bilo je načrtovano ogromno elektrarn na njej.
in tako naprej, da ne naštevam veliko posameznih podrobnosti. No, po teh 25 letih lahko ugotavljam, da se o krajini in krajinski arhitekturi ni nikoli toliko pisalo in govorilo kot sedaj. In naši prvi zavezniki, ali pa če hočete, tisti, ki jih tudi mi na nek način zastopamo, so ljudje. Namreč, če z zdravo pametjo pogledamo te interese ljudi, ki se ukvarjajo s to zemljo, s temi stvarmi, je seveda pogosto treba sporočilo tistim, ki odločajo, politikom ali gospodarstvenikom, pa tudi kapitalu sporočiti, oprostite, zaželjeni ste, ne? Prav je, da so investicije, rabimo razvoj, vendarle subtilno, razmislimo o alternativah, razmislimo, kako bi vendarle vzdržno vstopali v to krajino, če se da, ostanimo znotraj mest, znotraj naselij, ostanimo tam, kjer je, tisto, kar pa rabimo, postavimo pa spoštljivo. Kdor ima spoštljiv odnos do preteklosti, ima tudi razumno glavo za prihodnost. Za preteklost pa je dobil priznanje za življenjsko delo dolgoletni direktor soboškega vrtnarstva dr. Aleksander Šiftar, prvi iz Pomurja in prvi, ki ni krajinski arhitekt. Ja, moram se vsem kolegom zahvaliti, da so se spomnili name, veste, ker na človeka včasih pozabijo kar naenkrat, ko več ni v službi, ne. Se pa še vedno zanimam za rastline oziroma drevenino, pa sem glede tega popolnoma na tekočem, ne samo doma, kaj je pri nas, imam neke kolege po svetu, ki se me še vedno spomnijo in mi vedno kakšen mail pošljajo, če je kaj takega. Krajinskih arhitektov je dovolj, ali vrtnarjev pa ni več, ne. Vidim, srečam ljudi, ki nimajo pojma, ne ločijo bukev od breze in prodajajo rastline, ne. V Lendavskem kulturnem domu so odprli tudi fotografsko razstavo Oblikovanje krajine. Pomembne zato, ker se umetnost fotografije na eni in sporočilnost na drugi strani ujemata. Sporočilnost izdelkov ali pogledov krajinskih arhitektov pa tako ostaja tudi v fotografskem zapisu.